Alma Ida Ilibalda Maximiliana Karlin se je rodila 12. oktobra 1889 v Celju, kot edinka očetu Jakobu Karlinu, uveljavljenemu majorju avstro-ogrske vojske, in materi Vilibaldi, učiteljici na dekliški šoli. Oče je umrl, ko je imela Alma 8 let, kar je močno zaznamovalo njeno otroštvo. V družini so govorili nemško, Alma pa je kmalu pokazala izjemen talent za glasbo, risanje in predvsem za tuje jezike. Po končani srednji šoli v Gradcu se je leta 1908 odpravila v London, kjer se je predano posvetila učenju jezikov. Obvladala je angleščino, francoščino, latinščino, italijanščino, skandinavske jezike, ruščino in španščino. Z izbruhom Prve svetovne vojne je bila kot avstro-ogrska državljanka v Londonu nezaželena, zato se je preselila na Švedsko in Norveško, kjer si je služila denar z jezikovnimi lekcijami in začela pisati. Po vrnitvi v Celje leta 1918 je odprla šolo za tuje jezike, si priskrbela pisalni stroj in se poglobila v slikanje, zemljepis, naravoslovje, botaniko in zoologijo. Pripravljala se je na življenjsko pot, ki jo je resnično pričakovala. Novembra 1919 se je odpravila na osupljivo 8-letno potovanje okoli sveta. Brezpogojno je prepotovala velik del Južne in Severne Amerike, Daljni vzhod, Tihomorske otoke, Avstralijo, Novo Zelandijo in jugovzhodno Azijo, vse do Indije, kjer jo je na koncu te dolgotrajajoče poti ustavila bolezen matere in njena lastna izčrpanost. Živela je kot samostojna novinarka, prevajalka in učiteljica, pisala reportaže za različna evropska in takratna nemška glasila, zbirala predmete, umetnine, rastline, insekte in pošiljala večino teh predmetov domov. Prav ti eksotični relikti so danes del razstav v Celjskem pokrajinskem muzeju. Pisala je potopise, romane, etnološke in teozofske eseje, pomembno literarno zapuščino, ki jo je objavila med leti 1921 in 1938. Njena 3 potopisna dela so dosegla velik uspeh. Dobila so prevode in dosegla naklado okrog 80 tisočih izvodov. Ob vrnitvi domov je bila cenjena predavateljica in zbirateljica. Po zasedbi Jugoslavije leta 1941 so jo nacisti aretirali in hoteli izgnati, vendar so jo rešili vplivni nemški znanci. Leta 1944 je vstopila k partizanom, a kljub bolezni niso dovolili njenega odhoda k zavezniškim silam, ker so jo zaradi njenih prepričanj dojemali kot politično sumljivo. Po vojni se je s Težo Šrajber preselila v skromen dom na Pečovniku, kjer sta živeli ob skromnem premoženju, dokler je Alma januarja 1950 umrla zaradi raka in tuberkuloze. Alma Karlin je nekaj časa živela skromno in pozabljeno, a po osamosvojitvi Slovenije so ji posvetili razstave, postavili bronasto skulpturo v Celju, o njej posneli dokumentarni film in izdali strip. Danes velja za svetovno raziskovalko in pogumno pisateljico, ki je navdihnila številne svojo neodvisnostjo, radovednostjo in neomajno voljo.